Skočimo zdaj v Ameriko, kjer slovenski zet Trump spet kvasi neumnosti. In kaj je prismuknjeni predsedniški kandidat spet ušpičil? Tokrat se šel kar mal Hitlerja. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Opa! Donald Trump je tako poln samega sebe, da o sebi govori v tretji osebi. Ali pa skizofren, ne vem. V glavnem, Racman Donald pravi, da bi morali vsem muslimanom prepovedati vstop v Združene države, ker da se jih vsi bojijo, ne? Meni se bilo boljš, če bi se osredotočili na stvari, ki se jih Američani dejansko bojijo. Zdrava prehrana in telovadba. Ali pa to njegov naslednji korak, bombardiranje solate in fitnessov. Joj, Melania, kaj si ti to vgarbala? Če šlo tako naprej, si bo tvoj mož pustil rast brčice, en dan ti pa rekel, Melania, we gotta shoot ourselves. Tole sliko pa prvič vidim zdaj, na vaji sem jo čisto pregledal. Okay. Je pa res, da če Trump dejansko zmaga na volitvah, bo prvi ameriški predsednik z lažno zagorelostjo. Res je, da je oranžna nova črna. Mimogrede, a se spomnite, ko so Nemci rezultat nogometnih tekem napovedali s hobotnico? Se spomnite tega? No. Američani so za mnenje o predsedniškem kandidatu vprašali svoj nacionalni simbol. Mojra Orfej je umrla, nekdo mora nadaljevati procesijo. Beloglavi orel je spregovoril Donald, ne? Če si ti primeren za predsednika Amerike, je Smerar primeren za premijeja. Ja. No, ampak, če treba Trumpu kaj priznati, je to njegov čut za propagando. Pred kratkim je namreč dobil čisto svojo pobarvanko. You can color him Donald. Yeah. Here, let's get those eyebrows. Donald is the Statue of Liberty on Mount Rushmore, on the $1 million bill. Donald with his wife Melania. Donald arm wrestling Hillary. Donald as a Beatle? Ja, pripravite oranžne barvice. Slovenski zet vas čaka. Ideja za Pahorja, ko bo naslednjič kandidiral. V bistvu ne vem, kaj naj si mislim. No. Če ta klovn zmaga, Bush kar naenkrat ne bo več najslabši predsednik v zgodovini. Po drugi strani pa bomo imeli komiki ogromnega štofa. Slučajno, če Pahor ne bo izvoljen, jasno, ne? December je med drugim čas, ko se izdajajo koledarji. Murko izda svojega, Wernerjevga nočev izdati, Pirelli pa na svojega da najlepša dekleta. A koledar izdajo tudi gasilci. Z denarjem pa kupijo opremo, ki jo hudo rabijo. Tile so zunca in videti je, da so se svoji opremi močno posvetili. Kamioni so pa tudi lepi. No, na drugi strani pa imamo policaje, ki imajo pošvedrane čevlje, kitajske gume in zjebane avte. In kaj naredijo? Štrajkat grejo pa jamrajo. Ta teden so začeli celo izločati dotrajano opremo. Ker njihove zahteve niso uslišane, so policisti s 4. tednom uresničili napovedano in zaostrili stavko. Prvi v vrsti ukrepov je izločanje neustrezne opreme in obveščanje nadrejenih o njeni nefunkcionalnosti. Ti, kako pa to zgleda? A en drugega oglobijo, ker njihove gume nimajo več profila? Okay. A policaju zapleni avto? So šli pa danes angeli v modrem na ulice in tako žvižgali, da so iz okoliških šol prileteli maturantje, ki so mislili, da je že parada in da se ga bo pil. A si videl, Miro? A? Še naš policaj te kliče od Smerar. En dan te bo še baba v posli tako klicala. Ali pa desc. Klinca, nismo odprta družba. Mene pa nekaj zanima. Kdo pride, če na policajskem protestu zgred? A pridejo anarhisti in solzivci mečejo vanj, ali kaj?
Še dobro, da bojo zdaj vojaki dobili policijska pooblastila, ne? Če bo štala. Bojo s Patrijam lahko naredili red. V glavnem, strinjam se, policija mora biti dobro opremljena, a gasilci so 100 let pred vami. Ej, dečki, gasilci imajo najboljše veselice, že omenjene koledarje, pa še svojo vrsto fotke imajo. A ste kdaj že slišali koga reči, ej, dajmo eno policijsko, a ima kdo radar s seboj? Edin, kar se imenuje po vas, dragi policisti, je ovira iz asfalta. Ali pa ura, ko morajo vsi domov. Ja? Niste ravno priljubljeni v primerjavi z gasilci, ampak to lahko popravite. Predlagam, da uberete gasilsko taktiko. Dajte ustanoviti prostovoljna policijska društva, denar za opremo pa pobirate od policijskih veselic. Gostom prodajate alkohol, na vse ceste pa postavite patrulje, ki bojo kasirale kaj neumne. Zapisuj si! Zapisuj si! V končni fazi koledar lahko naredite tudi vi. Na fotografiji za januar je lahko nak policaj, ki ima okrog pasu zdelano kitajsko gumo. Februar šna gola policajka, ki kuka iz stare Škode Oktavije. Marec so lahko preluknjeni škorni, april pa je nakt smerar. Tako lahko ljudje vsaj van pikado mečejo, da imajo zadoščenje. Lahko date na koledar 20 citatov Gandija pa Marilyn Monroe. Znajte se, policaj. Kričanje pred Smerarjevo bajto očitno ne pomaga, ker se mu jebe za vas. Lahko ga pa do nadaljnega ustavite vsakič, ko sede v avto. Ni zakaj, družba. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.